En prisrčen pozdrav. Čutim se moralno dolžnega, ker imam nekaj znanja, tudi zato, ker sem z vsem srcem v tej psihoanalitični stroki, psihoanalitično razmišljam, sem sociološko-psihoanalitičen, filozofsko-psihoanalitičen in psihoterapevtsko-psihoanalitičen, ampak ne delam tako kot Freud. Psihoanalitično jaz ne delam tako kot Freud, ampak najraje nimam politične analitike, nimam to na gledališču, najraje terapiram oziroma psihološko svetujem. In glede na to, da sem imel v zadnjem času neke zelo neljube izkušnje s psihiatrijo, mislim, imam jih že 10-15 let, neljube izkušnje s psihiatrijo. Zgodbe, grozljive zgodbe, ki jih jaz slišim na račun psihiatrije, so take, da sem rekel, nič. Zadnji dan je danes, 31. avgust, ko bom pisni predlog poslal na ministrstvo za zdravje, teli mojci Zvezdani Drnovšek iz Litije, državna sekretarka je zdaj. Jaz sem že veliko kritiziral sem celo psihiatrijo, slovensko, šel na medicinsko fakulteto, sem bil vljudno tiho, ampak sem pa protestno pismo pisal Preglu na oddelek za psihiatrijo. On je predstojnik bil, ali kaj je že bil. Kritiziral sem Majo Rus Makovec, ker se popolnoma napačno lotile združevanja psihoanalize s psihiatrijo. Ta Zvezdana Mojca Drnovšek se s pacienti celo pogovarja. Psihiatri absolutno niso usposobljeni, da bi se pogovarjali s svojimi pacienti, pa to jih večina dela, ker vidijo, da najbolj pomagajo z besedo, s pogovarjanjem, s talking curom. Na koncu jim pa tablete predpišejo. To je tak paradoks. Toliko življenj, ki je bilo uničenih na račun medikamentoznega zdravljenja pacientov, da sem rekel, nič, nisem ne od psihiatrov, še najmanj psihiatrov, ne od tistih psihoterapevtov, ki me ne marajo, ker sem nelicencirani. Se pravi, ne da sem se odrekel doktoratu, jaz si nisem pustil uprat možgane, jaz sem hodil na izobraževanja psihoterapevtov, zato da sem videl, koliko nič ne štekajo, koliko nič ne vejo napram meni. Plačeval drage kotizacije, bil tam gor na Rogli, na študijskih dnevih, parkrat, dol v Portorožih, na nekem Bregantovi dnevi, poslušal te psihiatre, plačal kotizacijo 600 evrov za ko je že mala šola psihiatrije, to glava peče, kakšne neumnosti se tam grejo. Skozi sem na YouTubu, poslušam psihiatrične zdrse. V mezincu imam celo, ne svetovno, slovensko psihiatrijo. Una dva psihiatra IPO, Srbe, sami psihiatri, ampak so poslušali tudi Aleksandra Dimitrijeviča, ko so ga povabili. To pa je dober psihoanalitik, še dela tako kot Freud, jaz delam drugače, pa je bil gost, srbska zgodba, psihiatrična, malce drugačna, čeprav tudi tam imajo neke zdrse, ampak imajo dobre znalce. Zoran Milivojevič je en takšnih. Ok, Mila Alečkovič, nekoč še Nikolič, ta je malo zdrsnila v času COVID krize, pa potem, ko so je tisto deklico posvojeno nekako odvzeli. Pa zdaj ona omenja crno psihiatrijo, pa malo teorij zarote ima. Srbska psihiatrija z Vladetom Jerotičem je zelo močna, ampak tam boga turijo. To slovenska psihiatrija ne dela, to dela znalci iz teološke fakultete. Te bi pa tam malo molili za duševno zdravje. Vse kot placebo finta, tudi to deluje, ampak strokovno gledano treba biti pa bolj previden. To, da mi nimamo zakon o psihoterapevtiki, pa je že več kot 10 let v nekih pripravah, pa skoraj že narejen, pa zavržen, in tudi tale zdaj javna obravnava, to je užas, kaj jaz tam poslušam. Kako se te psihoterapevti ne znajo znajti s temi psihiatri. Zato sem rekel, tudi zato, ker imam eno izkušnjo, ker je eden od mojih, ko sem jaz na morju, šel vmes, ne da bi jaz vedel, ne? Ampak tudi če bi vedel, ne bi rekel, ja pa pet na psihiatrijo. Tam so ga vprašali, kaj pa kje si, to komu hodil v Vodepu. Pa so bili tam začudeni, mnenja so deljena,
In en je rekel, mogoče si pa samomorilni glih zaradi tega, ker se z vodepom pogovarjal. Je zdaj na trbovsko kletvico uporabo, ampak bom probal biti vljuden. Namreč spisal sem ne protest ravno, niti ne predlog, ampak neko moje mnenje v kontekstu tega sprejema tega zakona o psihoterapevtiki in klinični psihoterapevtski dejavnosti. V tej javni obravnavi pač je bila javnost naprošena in zadnji dan sem se odločil, da bom pa nekaj pa vendarle spisal. Pač glede na tale poziv sem šel na njihovo spletno stran, piše predloge, pripombe, mnenja, lahko do vključno 31. avgusta oddate na portalu e-uprava, pa pošljite na ta elektronski naslov, tam ene dva naslova sta s pripisom za ta psihoterapevtski zakon. Zdaj malo bom bral, kar bom jaz poslal, ne? Tako da se bo vedelo. Jaz sem zdaj poslal, bom poslal danes to, kar bom zdaj tukaj v kratkem rezimeju povedal. Bistvo boste pa razumeli. In to bistvo sem jaz že parkrat izpostavil, posnel video, dal tudi intervjuje. Mislim, ne vem, a sem imel faktor na to temo. Če njega bom pa še imel. Če bo ta faktor na TV3 sploh zalaufal. So neki problemi. Bomo videli drug teden. Ker so v enem letu javne obravnave, nihče ni obrnil name. Nihče se ni obrnil name. Pa vsi potihem vejo, ne? Psihiatri mi prepošiljajo pacienti, nekateri. Nekateri me za mnenja sprašujejo, me kličejo, se z mano pogovarjajo, kaj si mislim, imajo svoje probleme, mene vprašajo, psihologi tudi. Sem rekel, zakaj pa ne greste vi k psihologom, svojim kolegom? Mi nič ne vemo, mi se sam s knjig učimo. To so iskrena mnenja. To, vi veste, mi nikoli ne bomo vedeli. Itak da ne, ker jaz delam po drugem protokolu, pridobivam znanja. Ne iz knjig, jaz študiram to na druge načine, skozi Freuda, skozi avtoanalizo. Ne bom zdaj povedal, da nam skrenu. Se pravi, ker sem osovražen strani leve stroke psihiatrov, kliničnih psihologov, tudi fakulteta za socialno delo ima tam neke socialne delavce, to so tam na enem polu, drugi pol je pa ta tudi neka univerza Sigmunda Freuda, ki sem jo kritiziral, zdaj so se malo popravili, kritiziral sem tudi Mirana Možino, dekana, ki je rekel, najboljši tandem za vzgojo otrok sta dve mami. Unim levi morit leze, da bi malo denarja dobil, pa da bi ga malo pustili zraven, ker to je franšiza Avstrije, tam se probajo omastiti brkove s financami od teh študentov. Študenti so pa tisk mogli na psihoterapijo hoditi. Biti študent na univerzi Sigmunda Freuda je diagnoza, to vsi vejo. Oni motenci, ki hodijo, ne vem, da se sterapirali, pa kaj rešnega študirali. Pa gre pa terapirati pri 25. letu. 40 let moraš biti star, da sploh veš, za ko se gre, ne pa da ti soliš pamet, ne vem, fotru pa mami, mislim, toliko starejšim nekim klientom, strankam. Ok, to sem že kar not padel. Skratka, ne levi, ne desni, oba pola me ne marata, ampak sem po mojem videnju, ok, ego imam velik, sem bistveno bolj kompetenten, da karkoli, torej, da lahko sploh kompetentno ali pa konsistentno kritiziram te predloge. Govorim drugače od večine teh akterjev, več vem, to, ko poslušam javno razpravo, te okrogle mizi, zdaj v teh dneh sem eno poslušal, Bagola je tam neki govoril, ker je bil izgorel, del tih in še tukaj, no. Mislim, ne more vsak narcis tam neki žlobodrat. Pa Anita Ogulin, ta je že umrla, na Tarčo je šla. Pa ko boš ti tam delala na Tarči? Otroci se mi smilijo, pa ko imaš ti o psihoterapevtskem zakonu, da govoriš? Vse ni več, pa en oproda od nje spet bil v javni razpravi. Sploh ni vedel, za ko se gre, nekaj je govoril tisto, kar so mu naročili, da more. Okroglo mizo so pa te psihoterapevti, so organizirali, ker so odrinjeni. Vse imajo prav v tej zgodbi, Psihiatri, bogovi v belem si spet hočejo primat zagotoviti za nadaljnjih 100 let, in so na stran poti, škodljivi so.
ta moj ekspoze ali pa tale dopis na ministrstvo kot predlog ali pa mnenje je ravno namenjen proti psihiatrom, pa za psihoterapevte, tudi tiste, ki me ne marajo in ne prepustijo, ki sem enkrat rekel, da bi šel na Roglo predavati temo, kako je sodobna psihična priprava športnikov v resnici psihoterapija, da ne rečem psihoanaliza, da je treba v otroštvu gledati, odnos s starši, se pravi, to, kar je doktrina psihoanalize, da je treba otroštvo videti, zakaj tem športniku tukaj ne laufa. Ne, niso me pustili zraven na Roglo, plačal bi kotizacijo, ne, vode pa ne. Pa sem magistriral iz psihologije, športne psihologije, psihologije motivacije v športu. Ne, nisem bil zraven prepuščen, ne, tisti odgovorni je bil Bojan Varjačič Rajko. To je moj sošolc, ki je bil v moji senci na drugem ali tretjem podiplomskem študiju. Ne, ne smem zraven, ko sem me ustrašil, Rajko. Bojan, Rajko se po bab piše, ki je nek uvozil tam iz Ukrajine ali iz Rusije. Sorry, ker sem, mislim, prežet s to jezo. Upam, da ne bom tako kot Duci, ne? Ker ljubim, drag Duci Simonovič, ta, ko reče šport, se mu strga takoj, pa je bil vrhunski športnik, zdaj pa toče z vsemi topovi, po svojih, po športnikih. Djokovič, Bitango jedna, Nikola Jokić, jo, kako, če biti glupce o život, ker ne bere knjig, kao, ker sem koše deva. Skratka, jaz bi rad konstruktivno razpravljal in se čutim zdaj dolžnega. Nekaj videov sem posnel, 2 linka boste pol na koncu dobili, tudi njim na ministrstvo bom poslal, sem ga lani takle cajt, enourni s predlogi oziroma kritiko tega novega psihoterapevtskega zakona sem posnel. Ne, nohče me ni nikamor povabil, sam tam ene take nekompetentne že vabijo, pa tam neke hčerke enih lastnikov fakultete tam v Novi Gorici, pa ne ve, ko povedala. Če povzamem zdaj, kaj mislim zdaj povedati, oziroma kaj je moja glavna replika. Današnji psihiatri, psihiatrija današnja, še posebej slovenska, je v totalni konceptualni zablodi. Številne psihiatre, tudi priznane, bi bilo tako rekoč, ne, treba kriminalizirati. Močna beseda, ampak vzemite to za retorično frazo, ker so s svojimi farmacevtskimi, torej medikamentoznimi pristopi dobesedno uničili številna življenja. Življenjske kalvarije, ki jih jaz pa poznam, so se zgodile na račun medikamentoznega zdravljenja, ki so jih zagiftali s tableti, s kemijo, not poboč. Družine so posledično razpadale. Babe so se zredile za 20 kil, pohota jim je padla, dec je dobil ljubico, se je naužil tistega seksa adrenalinskega, pustil babo pa 3 otroke, pa šel se v celo, ker ženska ni mogla seksati, ker je bila zagiftana z antidepresivi. Ne, to psihiatra nič ne zanima, kako so družine propadle, kako so otroci brez fotrov, kako so se odselili od unih zagiftanih debelih bab, se jim depresijo zdravili s tableti, namesto s pogovarjanjem, pa najdli jedro iz otroštva. Nič od tega psihiatri ne delajo, vsaj tisti običajni, povprečni ne. Mogoče kakšni, ki se malo pogovarja, vejo, da je vse skupaj tam globoko nezavednem, ki je treba z besedo zdraviti, ne pa s tableti. Sam farmacevtska industrija ne psti. Se pogovarjal s psihiatri, zakaj jim dajete tablete? Se veste, torej, mi smo odvisni od farmacevtske industrije. Jo, v moralnem prekršku ste, vi delate škodo. Kriminalizirati bi bilo treba te psihiatre, ki so krivi za kalvarije, življenjske kalvarije so krivi. Zato so mnogi psihiatri in celo družinski zdravniki so, rekel, zasičeni s to doktrino predpisovanja tablet in vehementno, brez tehtnega premisleka predpisujejo, pa še rečejo, zdravila, bo treba na zdravila jeti. Kakšna zdravila? Kakšna zdravila? To so tableti, ki so škodljivi in nič ne zdravijo. Ok, za psihoze so zdravila, ne, ki ne zdravijo, ker ti požreš zdravila, se pozdraviš pa zdober. Ne,
ublažijo simptome. Una akutna stanja ugasnejo, nočnih halucinacij, moraš skozi biti na tabletih. Sem zdravijo nič ne, blažijo simptome, pa stranske učinke imajo. Se pravi, brez tehnega premisleka te psihiatri pa družinski zdravniki predpisujejo te tablete na pobudo farmacevtske industrije, in to blaži simptome, se da živeti, ok, ne rečem, da je to škodljivo pri psihotikih. Ampak se je treba tudi pogovarjati. Nezaželeni stranski učinki so, seveda, so negativne narave, nedopustni so nekateri stranski učinki, te recimo, ki znižuje libido, pa te zredi do konca, ko postane zombi. Nič ne moš, nič od tebe ni, ne? Pa ta lepo invalidsko v penzijo. In zdravnik to lahko naredi in si tam vegetiraš, cel življenje, pa od žalosti umreš. S 500 evri nadomestila, kot tiste invalidske penzije. To dela psihiatrija. Za toliko življenjskih kalvarij, kot jih je zagrešila slovenska psihiatrija, bi si zaslužila preprosto ukinitev oddelka za psihiatrijo na medicinski fakulteti. In to je Italija naredila že v 80-ih letih. Franco, ne Batalja, vse ne vem kjer. Ma ta strsta eden je bil. Ta se je trudil, da ne bojo s temi pacienti, reveži delali tako, kot se še vedno dela. Italija je ukinila tiste psihiatrične bolnice. Ne rečem zdaj, da je bilo boljše, ampak ni se delalo to, kar se pri nas dela, še vedno, ali pa v svetu. Skratka, jaz predlagam popolno rekonceptualizacijo psihiatrije, v kateri ne bi dominirala medikamentozna metoda zdravljenja, ne, ker ne gre za zdravljenje, oziroma da bi zdravljenje z besedo, ne, Freudovo zdravljenje z besedo, pogovarjanje, talking cure, kot je rekla Ana O. Berta Poppenheim, da bi to bilo ključno, primarno, pa šele se ti psihiatri vključujejo, ali pa sočasno se vključujejo. Zdaj, kje boš to jaz bil ukinil? Ja, kdo pa sem jaz? Ne? Le kdo sem jaz, da bi sodil? Sodim že lahko, sem nič ne naredil. Je pa moja moralna dolžnost, da tole povem, pa naj bo, kar bo, usoda bo že hotela. Nisem pa kdorkoli. Jaz imam nekaj znanja. Ne govorim kar na pamet. Če skrčim svoje pripombe, ta predlog oziroma moje razmišljanje, rečem, da psihiatri ne smejo biti več nedotakljivi bogojevi v belem. On se v belo halijo naprav in pa si tam že takoj pacient. Imaš bolezen. Ni, pacijenti nimajo bolezni, bolano je telo. Parkrat sem rekel, psi lezen bi kvečeno bila to. Osebnostne motnje so motnje, niso bolezni. Ok, vse psihoze, lahko rečemo, šizofrenija, da je bolezen, ampak jaz bi raje rekel, da je psi lezen. COVID je bolezen. Bo zboli telo. Možgani pa ne zbolijo na tak način. In ta psihiatrija bi morala biti kvečemu desna roka psihoterapeutom, ne pa obratno, da so psihoterapeuti desna roka psihiatrom. Ne, obratno bi mogli biti. Kompetentni psihoterapeuti, ki vedo, zakaj se gre, bi mogli une pomočnike imeti. Bi rekel, tele so pa res rane, zdaj pa probiti s tistimi tableti, pa da mi nazaj prevzamo. Psihoterapija mora biti ključna metoda. Freud je ključ, ne Krepelin, Emil. Istega leta sta se rodila. On je pionir psihiatrije in tudi elektrošokov, on bi bučo odprl, pa noter, ne vem, ko je šrauf cigarje, mu popravljal možgane. Tako kot nek računalniški mojster, dobiš virus, en budala bi šel škatlo odpirati, on ta prav zna pa softversko, s ključkom USB, disketko pa antivirusni program. Psihoterapija je antivirusni program. Psihiatrija je pa da špricat z VD-jem not po škatl. Po možganih računalniških, tam imam računalnik namreč, ne. Zato probam to primerjavo upeljati, zato da bi razumeli, kako je psihiatrija v konceptualni zmoti. In te psihiatri so zdaj v tem predlogu glavni, bog in batina. Oni so pa tam na stranskem tiru in vse, kar je s psihiatrijo povezano, se financira, tableti brezplačni, psihoterapeut pa treba plačati. Od 30 do 130 evrov za 45 minut, 1 uro. Ja, kje češ, pa še ne znajo, ne? Sej, ni problem licencirani psihoterapeuti. Problem so kao šarlatani. Ne, obratno je, niso problem šarlatani, ker oni s placebo fintami mrske pozdravijo oziroma predrugačijo.
Problem so slabi licencirani psihoterapevti, ki zrastejo na teh 4 fakultetah, unih tam, naknadnih, tudi teoloških, oziroma tam Nova Gorica, Primorska. Problem so slabi licencirani psihoterapevti. Te sploh ne vejo, zakaj se gre. Samo imajo pa licenco, pa se tam pogovarjajo 2, 3 leta, pa zaslužijo 200 tisoč evrov od enega pacienta. To je odtimanje para od naroda, koristi pa mbene. Ampak to je pa sistemsko prav, ne? Mislim pa, pacienti sami plačujejo, tablete so pa brezplačne. Dajmo sprejeti tak zakon, da bo psihoterapija brezplačna. Ok, tudi tableti. Sem dajmo tablete zmanjšati za 50%, ne za vsako figo antidepresive dati. Z eno neko žalost antidepresiv, rahlo izgorelost antidepresiv. Pa še osebna zdravnica to naredi. Ne to delati, to je kriminal. Ok, bogovi v belem, 4 te fakultete so, če odštejemo filofaks, ki ima psihologijo, medicinsko fakulteto, pa fakulteto za socialno delo. Te so te uradni, se zavzemajo za ta zakon, čeprav imajo tudi neke predloge kontra. Unik so pa brez državnih financ, so pa psihoterapeuti, te pa teološka fakulteta, pa te, nastev Nova Gorica, pa, ki podeljujejo tam neke certifikate za psihoterapijo. Kompetenten psihoterapevt je lahko človek, zrel človek, starejši kot 40 let. Zato so dobri, recimo, te neka krovna organizacija, se tam nek pravnik, sam sebi nikos, pa gre pa to študira, psihoterapijo, in se pri 40 letih doizobrazi. Sam je on 40 let na svet, neki ve o tem svetu, oni 25-letni diplomanti so pa sami pacienti. Diagnoza je biti psihoterapeut pri 25 letih. Ok, tudi pozneje, ampak te pozneje, ki se priučijo, pa so psihoterapeuti, pa se pol na rogli tam dobijo. To je en bolj, bi rekel, čuden kot drug. Vsi so po osnovni izobrazbi čist nekaj tretjega, pa se pa dol izobražujejo. Ne, te imajo te svoje združenje in te so kontra psihiatrom. Ampak imajo prav na tej točki imajo prav. Se pravi, po 40 letu se lahko nekdo pametnega dela, pa soli pamet svojim staršem. Ne? Se pravi, pride, ne vem, 70-80 let stari ljudje tudi pridejo, ko preko svojo mamo terapirajo. Sam jaz sem star 60 let, jaz nekaj vem o tem lifeu. Pa ti pa pride tam 21 let, 25-letnik, pa pride star 50 let, pa unga mulca posluša, ali pa mulo smrklo. Take neumnosti govori, da peče glava. Kake neumnosti licencirani psihoterapeuti govorijo, ker so prehiter diplomirani, oziroma nima življenjskih izkušenj, pa solijo pamet drugim, pa se grejo psihološko svetovanje. To so velike zagate. Današnji te mladi diplomanti so tako rekoč ranjenci s statusom pacienta oziroma z diagnozo pacienta. Potem ti mladi psihoterapeuti dobijo licenco in grejo v sistem. Ok, plačevati mora pa oni, neč država, zdaj ta in bi radi, zdaj pa da država nam plača. Ja, pa ne psihoterapeuta, ki je 25 let star ali pa 30. Da prvo počakaš do 40 leta, pa se pa pet neko psihoterapijo, da sam skusi v življenje. Da boš videl, koliko je zajeban v partnerskem tandemu živeti, v družini, prenašati tečno babo ali pa prenašaš tečnega moža. Pa jeti na razen, če greš na razen, zjebaš otroke, tudi te mladci nič ne vejo, svojih otrok še nimajo. Skratka, nič drugače pa ni s temi mladimi psihiatri. Jaz sem imel zgodbo z mlado psihiatrinjo, 1, 2, 3, pa gre pa še tam ne pedopsihiatrijo. To je šele kriminal. Namesto da starše terapirali, se z otroke fila s tableti, otroke, pedopsihiatri, ukiniti treba pedopsihiatre. Posvetovalnice za starše treba narediti, ne pa pedopsihiatre, to stolič, to je sistem. Pa se pogovarja, pa pride k meni, veste, rekel, niste vi psihiatrinja? Ja, sam mi ne vemo tega. A k meni ste prišli vprašati, ko vas pa muči tole pa tole, tamle, ja, se mi je zdelo. Ali pa da grem to nek tečaj pa poslušam, kakšne neumnosti to tam govori. Sem komi zdržal, sem se parkrat skregal, pa nam povedal zdaj, kjera je bila to. 600 evrov sem dal, da sem videl nebuloze, ki se tam širijo. Ta zakon ustoličuje tudi takšne psihiatre, ki pojma nimajo,
O ničemer, sam tablete so se naučili predpisovati. Pa gledajo ti z DSM-5, je zdaj peta verzija. Diagnostic Statistic Manual, to so Američani, ki vse diagnosticirajo. Če prdneš na glas, že imaš neko, ne vem, kako reksijo. Ortoreksija, žreš zdravo hrano, si skrbi za mišico, si bigoreksija, une debelušne, kaj so že, noseče babe, pregoreksija. Vse je diagnosticirano, so Američani to zapisali noter. Pa se pa s tableti to zdrav. Motnje hranjenja z antipsihotiki, veste, kak kriminal je to? Pa te psihiatri grejo v transpopulacijo, te pa so pritegnjen. Ne? In oni rečejo, zdaj bom pa spremenila spol pri 15 letih ali pa pri 20 in ti transaktivisti psihiatrom perejo možgane, te si pa pstijo. Ker to leva ideologija. Take neumnosti so inkorporirane v psihiatrijo. Ok, pa še imaš še ti, kaj je, MKB, medicinski priročnik za bolezni. Celo paradigmo je medicinsko, so skopirali iz telesa na psiho. Psiha je softver. Softver nima veze s telesnim zdravjem. Razen, da psiha, softver, pokvarjen z virusi, vpliva na somo. In to, kar se ta novi psihoterapevtski zakon, to, kar ustoličuje, to je nedopustno. Spodletel zakon je to. Zdaj, kdo bo? Noben tam neki pravljice, neki sej se malo neki tečnarijo, sitnarijo. Ampak noben ne zna pomisel sekati. Se mene se ne psti zato, ki jaz bi pa tam pomisel sekati, tako da bi glava pekla. Ne smem zdrav, noben me ni povabil, pa vejo, brez vode pa se ne bomo znajdli. Ne, vode pa ne, vode pa ne. Ok, pa ne. Tudi v medije, Tarčo, ne, vode pa ne. Se v Tarčo tudi ne bi šel. S takimi novinarji pod to vlado jaz ne grem na RTV. Ni šans, da grem. Ta zakon ali pa ta suport psihiatrije, to je zlo. To je zlo, da sistemsko vlada oziroma nek sistem medicinski suportira takšno psihiatrijo, ki jo imamo, to je sistemsko zlo. In ta zakon to nosi. K pacientom bi bilo treba pristopiti sočutno z besedo, s pogovarjanjem. In dobri psihiatri to delajo, ampak čist mimo medicinske fakultete. Psihiatri absolutno niso kompetentni, niti šolani, tako da bi pomagali z besedo, da bi se pogovarjali. In to dobri psihiatri pa počno, ne? Pogovarjajo se. Niso sposobljeni, to niso na medicinski fakulteti se učili, kako se treba pogovarjati. Tam se učijo, s katerim tabletom, kjera sinapsa dobi doping. Medicinska fakulteta s svojimi profesorji, s svojim profesorskim kadrom ni usposobljena, niti ni kompetentna, da svoje študente uči, kako se ljudem pomaga z besedo. Tega ni tam. Ni tega tam, kako se z besedo, kaj je, ne vem, ok, vejo, kaj je to transfer. Ne vejo pa, kaj je simbolna struktura nezavedne simbolne realnosti, ki je edina realna, ki je primarni proces. Nekaj tam Freuda ni. Sem bil na medicinski fakulteti, poslušal Majo Ruzmakovec, pa unga Njejca Kikla, njenega asistenta. Ti Lakana omenja, kot ti Lakana omenjaš, če ne veš, za kva se gre. Pri tem 25 letih Lakana omenjaš, no. Čez 20 let Lakana omeni, ko so jih Freuda štekel. Dobri psihiatri so tisti, ki se znajo pogovarjati. In pogovarjanja se naučijo naknadno v svoji klinični praksi, ne pa v procesu izobraževanja na medicinski fakulteti. Na njihovi fakulteti te medicini se naučijo, kako se na farmacevtsko pobudo s kemijo učinkuje na transmitersko strukturo, na prenašalce serotonina, recimo depresija. In ta se dogaja v možganskih sinapsah. Ta transmiterska struktura, ne, ki je ključna, ne, saj je kemija v ozadju, saj Freud rekel, da je kemija v ozadju, pa bomo nekoč našli tabletko. To je bila retorična fraza. On je želel povedati, da misli, ki so pokvarjene, traumatične, travma, zabrazgotini misel. In misel ima, ker on je bil nevrolog. On je bil nevrolog, on je vedel, da je kemija v ozadju, ampak ne moš ti v možgane plasirati kemijo, samo en segment, kjer se misli pokvarjena misel. To misel je treba popraviti z besedo, z drugim, z logičnim sklepom, z uvidom. To ne more kemija narediti.
Pogovarjati se je treba. Zato se reče talking cure, pogovarjanje, torej zdravilno pogovarjanje. Pogovor je tisti in logiko je treba predrugačiti. Logiko mišljenja oziroma mislenja. In to mislenje ni samo zavestno, je tudi nezavedno. In to mislenje je tudi simbolno. Mi moramo budnost prebrati tako kot sanje. Sanje imajo simbolno strukturo, budnost tudi. Budnost tudi, da psihiater kako to vedo, ni šans. Torej, kompetentni in ustrezno usposobljeni psihoterapevti morajo imeti primat v paradigmi pristopanja k pacijentom oziroma klientom, ki imajo psihične probleme, ne pa psihiatri, v prvi vrsti k pacijentom. Ne morejo biti psihiatri, ampak psihoterapevti, ki vejo, kako psiha deluje, ker psihiatri ne vejo, kako psiha deluje, ne vejo. Ne toliko, kot vejo psihoterapevti, ki morajo to prepedevtiko imeti v mezincu. Sam jo nimajo, ne. Jaz jo imam v mezincu, ker sem študiral po svoje. Se nisem pustil oprat možganov v nobeni teh fakultet. Pa imam teh nekih podiplomskih študijev. Res je, ne, te psihoterapevti, ki so bolj tako, ne, ki sem šel to preveriti, ne glava pekla, kuk nič ne vejo. Na enem področju, psihiatri pa nič ne vejo na drugem področju. To psihoterapevti se morajo doizobraziti. Zato sem šel jaz v malo šolo psihiatrije. Sam nisem bil že deizobražen, doizobražen, ker sem sam to študiral. Pa sem pa videl, ko te psihoterapevti, ki so šli v to malo šolo psihiatrije, kako ni so nič vedeli. Jaz sem vse vedel, pa še vedel sem, kakšne neumnosti ona govori. Psihiatrične bolezni. Opa, ko imate psihiatri svoje bolezni? To so psihične bolezni, ne pa psihiatrične bolezni. Ojoj. Zato, da te psihoterapeuti, če poznajo še psihiatrično to, segment psihiatrije, za katerega so malo tako, niso izobraženi, da ve segmente šizofrenije ali pa ne vem, bipolarne motnje. To, kar malo bolj psihiatri vejo. Oni se morajo doizobraziti, da znajo oceniti, kdaj je zgolj pogovor tisti, ki lahko predrugači, oziroma kdaj pogovor ne pomaga, kdaj morajo pa jeti pol tableti, ki so neizbežni pri kakšnih psihozah, akutnih stanjah, recimo bipolarno motnje, recimo faza manije. Tam je ne moreš nič dopovedati, mora biti malo kemikalij, da te malo ohromi, torej ohromi, da si malo na zombija, pa se umiriš, stabilizatorji razpoloženja, pa začneš mu logiko malo spreminjati. Kako pa ti tole misliš, ne? Čakaj malo, ko pa tole, ne? Samo poslušaj, ko si ti videl, ja, sem je zdel, ne? Halucinacija je bila. To mu skozi pogovor serviraš, da on z logiko zapopade. Briljantni pejte gledati, da boste videli, kako je rasli krov, igral je Johna Nasha, videl, da je nor, spoznal je, da je nor, pa je rekel, pismo, pa sem res nor, tebe ni, ko te haluciniram, deklica, ki je bila že 5 let, 10 let stara. Nekaj tazga je bil tam, ne. Vrstni red v pristopu k bolnikom mora biti najprej psihoterapevt, nato pa, če je sploh potrebno, psihiater. Ne pa, da ti tablete predpiše za družinski zakonik, družinski zakonik, tam mi tudi ne gre z glave. Družinski zdravnik. Ti že kar tja se slabo počutim, žena me vara, na ta antidepresiv. Daj ga srat, ne bo ti ljubimca, pa babo red sprav, če imaš še mehne otroke. Če imaš pa velike, si pa najti libidinalno terapevtko za dušo in telo. Te ohranjajo zakon. Res je, psihiatrija je trenutno edina, ki lahko vsaj približno sanirala določena akutna stanja, te psihoze, manična stanja v bipolarnih teh motnjah, tudi akutne depresije, tudi določene kompulzivne, te obsesivno-kompulzivne motnje. Vse je psihiatrija, ima svoje adute, ampak ne suvereno celo psiho, imam patronat. 50% tega, kar se gre psihiatrija, mora psihoterapeutika delati, karikirano rečeno. Zdaj pa vse psihiatri dobijo. Pa un šalčko malo dajo tam, da bi še jaz malo. Je pa drago. Psihiatri pa potujejo po svetu po tistih potovanjih, ki jih farmacevtska industrija financira. Konec je treba tem narediti.
v verigi pomoči mora biti psihoterapevt prvi pred psihiatrom. Tako je moje videnje. Sem, kje bom jaz to dosegel, ali pa kjerkoli ne boste to dosegli, če so bogovi v beli na medicinski fakulteti. To je treba medicinsko fakulteto reformirati, rekonceptualizirati psihiatrijo, dol z medicine mora iti psihiatrija, na filofaks, na psihologijo mora iti. Ali pa posebna fakulteta. Sem ne v okviru medicinske fakultete, ker se paradigma pristopa k zdravljenju telesa prenaša na zdravljenje softverja. Pa možgane, tam pa en Pirtovšek, možgani, pa ta rektor, Martič, ali ko je, ne, Zvezda Martič, ko je on? Rektor univerze, tam biotehnična fakulteta, Gregor Majdič. Joj, to pa tam neke krtice preučuje, pa misli, da je oksitocin, pa on, pa ej, človek misli, ima strukturo misli, ne moš ti živali preslikati na razumevanje psihe tam iz krtic, pa iz živali. Gregor Majdič, za nagrado, ki je levemu režimu zvesti rektor univerze. Pirtovšek je pa, ta pojma nima o psihi. Veš, za korpus kalozum, pa ne vem, frontalni režen, unrežen, pa hipotalamus. Da pa vedel, da je pa otroštvo ključno, to pa ne. Pa tam nek bolero, ja, pa živci. Kak bolero, tam je problem z mamo, to je otroštvo, to je softverska zgodba, ne pa možganska zgodba, pa sinapse, pa transmitri. Logika je noter, misel. Misel je treba proučevati. Tega psihiatri, nevrologi, nevroznanstveniki ne znajo. Kognitivni filozofi, te bi mogli biti v teh ekipah, da bi povedali, da je misel ključna, misel moramo popraviti, ne pa možgane, pa sinapse. Ko popravimo misel, se posledično živčno-transmiterska struktura spremeni. To nima veze z medicino. Kljub temu, da se to v možganih dogaja, ki je eno od organov, kot srce, jetra, pljuča. To ni kvantna psihoanaliza. Kvantno psihoanalizo jaz ponotranjam kot koncept razumevanja psihe, zato suvereno lahko kritiziram te psihiatre. Končno, ne, spisati se mora popolnoma nov in konceptualno popolnoma drugačen zakon o psihoterapevtiki in klinični psihoterapevtski dejavnosti. Aktualen predlog je treba umakniti, celega, pa ga na novo napisati, rekonceptualizirati pristop. In to bo zdaj trajalo naslednjih 5 let, po mojem videnju, ker to je škodljivo. Ok, mimo tega je pravno nevzdržno, kot so pravilno ugotovili te pravniki, ki so na unem protipsihiatričnem polu. Nove osnutke morajo pisati popolnoma drugi ljudje, drugi tipi strokovnjakov, kognitivni znanstveniki, filozofi, teoretski psihoanalitiki, ala Žižek, Dolar. Mislim, zdaj mojo malenkost bom jaz izpustil, ne. Pa vem, da mogoče pa še največ vem, ker izhajam iz teoretske psihoanalize, imam pa klinično prakso, pa tudi, ne. Ampak ne ono, da se mi prej upravljamo možgane. Jaz delam zato, ker je to moralno prav, pa ker vem, da imam znanja. Pa vidim, kakšne budalaščine se dogajajo v psihoterapevtskih praksah in v psihiatričnih unih šolani psihoterapevti. Ko mi reče, ja, veste, 2 leta sem hodila. Ja, in? Ja, je bil mož ljubosumen, ker se je en transfer vzpostavil. Ja, ste se zaljubili v psihoterapevta, ja. Pa so se 2 ure pogovarjala, vi ste vse povedali, ker je on moj psihoterapeut šele po 2 letih stuhtal. Ja, če nima talenta za to. Jaz pa cel življenje v tej psihoanalizi, veš, da imam talent za to. Se 2 ure pogovarjamo, vse vem. On pa rab 2 leti. Se pravi, čustveno oziroma psihično in osebnostno nezrele strokovnjake, ne, strokovnjake, ne smeš pustiti zraven. Imamo recimo motiv profita, pa pride tam navijati, zato da bo njegova fakulteta veliko denarja dobila. Ne? Tega ne moreš zraven dati. Nekoga, ki ima plemenito idejo, da je treba ljudem pomagati. Tle se pa piše zakon, zato se kuje načrta, kjer bo profit imel od državnega proračuna, kjer bo izobraževal, komu se bojo študenti upisovali. To je motiv teh, ki tle sodelujejo v teh razpravah. Namesto da bi imeli motiv, kako človeku pomagati, ki je v stiski. Aha, s tableti. Ne, s tableti, s pogovarjanjem.
Freud se je pogovarjal petkrat na teden, pa dvakrat na dan. Tam tudi zato, ker rabo denar. Jo, tu je tok tega. Enoumih psihiatrov, ki bi radi ohranili monopol psihiatrije, se ne sme pustiti zraven v pisanju teh zakonov. Tam pa kak psihiater, ki se tudi pogovarja, tale Mojca Zvezdana Državšek se pogovarja. Miran Možina tudi psihiater. Ampak on ima motiv za univerzo Sigmunda Freuda. Matjaž Lunaček je psihiater, pa še psihoanalitik. Sem ta je zdrs naredil, ker je svoje psihiatre probo, je, bo psihiatri, ne? Nisi bil iskren tam, spoštovani moj profesor Matjaž Lunaček. Ampak ta boj za denar ima svojo logiko. Tudi politika ima, leva in desna, svoje motive. Teološka fakulteta desna politika, vse ostalo tam leva politika. Pa navijajo za leve, pa pride ona Sana Čoder, ali ko je Dobnik. Šutat, karate trenirala. Kako mora to ranjena biti, da se ga baba pretepa tja v ring, pa ne gob sprtegn tu na prijateljico. Pa na evropskem prvenstvu, tu pet se zdrav, pa ne pa pust psihiatrijo, pa klinično psihologijo primer. In posojo, ker je aktivistka, se da lepo tja v intervju nedeljski, pa je pa ona, ne, Ksenija Horvat sprašuje, ona zliva vodo na svoj mlin, tako je treba umakniti iz pisanja predlogov, ker so kontaminirali z nekim osebnim motivom, oziroma lobiji diktirajo logiko pogovarjanja ali pa zagovarjanja nečesa. Da bi bilo to v dobro pacijentov, to pa ni. Strokovnjake treba zamenjati. Ker nikogar v resnici ne briga pomoč pacijentom, klientom. Njih zanimajo druge stvari. Jaz sem zdaj ta moralni dolg opravil, jaz se ne borim za to, da mi jaz lahko terapiram. Jaz v vsakem primeru odprl vrata, tisti, ko hoče moje znanje, drugo mnenje, bo hmen pršel. Mene ne zanima, ali imam psihoterapijo ali kršim zakon, jaz delam prav, ker pomagam ljudem, ker oni želijo, jaz se ne silim nikamor. Še oglasujem se ne. Tisti, ko hoče, ve, da imam jaz neko znanje, nezavedno čuti, da jaz nekaj vem, ta naj pride. Noben zakon ne bo mene onemogočil, ali pa tiste, ki se hoče z mano pogovarjati, da se ne smejo pogovarjati. Vsako pogovarjanje z menoj ima psihoterapevtske učinke. Branje mojih knjig, psihoterapevtske učinke. Gledanje, poslušanje mojih videov, psihoterapevtske učinke ima. Biti na kavici z mano ima psihoterapevtske učinke. Gledati Faktor ima psihoterapevtske učinke. Pa želite pa to ja, ko še enkrat mi naj una, klakočarka policijo pošle, ali kjer, režim, kdo me bo zdaj policijo še poslal? Kdo sem jaz? Ne, da bi sodil, sodim lahko. Kdo sem jaz, da mi je kdo kaj verjel, ne? Moram te prvo umreti, pa spomenik dobiti, pa mi boste pa za nazaj verjeli. Čau!